Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Med nami danes najprej lepo pozdravljam današnje tri goste. Državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, zadolženega za logistiko množičnega cepljenja, gospoda Jelka Kacina, gospod Natašo Kranjc, v.d. generalne direktorice Direktorata za srednje šole na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ter gospod Fani Al-Mansur, predsednico Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije ter ravnateljico Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana. Novinarsko konferenco pa tudi danes kot običajno začenjamo z včerajšnjimi epidemiološkimi podatki. Včeraj je bilo opravljenih 4700 PCR testiranj in pa 47918 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 740 novih okužb. Poglejmo si prvo današnjo tabelo. Kot rečeno, število pozitivnih testov je včeraj znašalo 740, to pomeni, da je bil delež pozitivnih PCR testov včeraj 15,7%, to je nekoliko več, kot je znašal v zadnjih dveh dneh. Kot vidite iz tabelice, je ta delež včeraj znašal 12,5%, še dan predtem pa 13,7%. Med občinami glede na včeraj potrjene nove okužbe izstopajo naslednje občine. V Celju so včeraj potrdili 35 novih okužb, v Žalcu 18, v Slovenski Bistrici pa 15. Iz Kamnika poročajo o 16 novih potrjenih okužbah, v Kranju so jih potrdili 24, v Škofji Loki pa 17. Na Obali izstopata glede na včeraj potrjene okužbe Izola z 10 okužbami in pa Koper z 38. V Ljubljani je bilo včeraj potrjenih 91 novih okužb, v Mariboru pa 26. Poglejmo si grafa, ki prikazuje ta incidenco. Prvi graf prikazuje 14-dnevno incidenco. Iz grafa vidimo, da je danes ta nekoliko nižja, kot smo poročali včeraj. In sicer danes objavljeni podatki kažejo, da 14-dnevna incidenca znaša 503, včeraj smo poročali, da je znašala 510. Na samem grafu večjih sprememb ni opaziti, Obalno-kraška regija ostaja tista regija, ki ima najvišjo 14-dnevno incidenco, znaša 815, najnižja pa 14-dnevna incidenca ostaja v Posavski regiji in pa v regiji jugovzhodna Slovenija. Velja omeniti oziroma poudariti, da se razmere slabšajo v Koroški regiji, ki je danes na grafu regija, ki ima drugo najvišjo 14-dnevno incidenco. Prehajamo še k naslednjemu grafu. Ta prikazuje 7-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev. Tudi na tem grafu danes večjih sprememb ni. Na ravni države 7-dnevna incidenca znaša 255. Obalno-kraška, Koroška in Gorenjska regija ostajajo regije, ki imajo najvišjo 7-dnevno incidenco. Na spodnjem delu grafa pa so Pomurska, Posavska in pa regija jugovzhodna Slovenija, tiste tri regije, ki imajo še vedno najnižjo 7-dnevno incidenco. Sicer pa 7-dnevno povprečno število potrjenih primerov v Sloveniji po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 764. Včeraj je bilo nekoliko nižje in sicer 762. V naših bolnišnicah se danes skupaj zdravi 506 COVID pacientov. Prehajamo k ogledu naslednje slike. Ta kot običajno prikazuje, kakšne so razmere glede na načrt sproščanja v naši državi. Celotna Slovenija je še vedno obarvana oranžno, smo še vedno v oranžni fazi, pogoja za prehod v rumeno fazo še nista izpolnjena. Dve regiji sta obarvani rumeno, glede na odločitev, ki jo je vlada sprejela prejšnji teden. Velja pa omeniti, kot sem poudarila že včeraj, da se epidemiološke razmere v jugovzhodni regiji počasi žal poslabšujejo in iz grafa je razvidno, da 7-dnevno povprečje primerov v jugovzhodni Sloveniji danes oziroma po včerajšnjih podatkih znaša 45, to pomeni, da ta regija več ne izpolnjuje pogojev za rumeno fazo. Obalno-kraška regija še vedno ostaja tista regija, ki ima najslabšo epidemiološko sliko v državi, obarvana je na zemljevidu rdeče, se pa razmere tam počasi izboljšujejo. Za konec tega dela novinarske konference si nekoliko podrobneje poglejmo še razmere v naših bolnišnicah. Kot že rečeno, se danes v bolnišnicah zdravi 506 pacientov, kar je 21 manj, kot smo poročali včeraj.
Na intenzivni terapiji se danes zdravi 90 pacientov, to je en manj, kot smo poročali včeraj. Skupaj je bilo včeraj v bolnišnice sprejetih 49 pacientov. Iz bolnišnic pa je bilo včeraj skupaj odpuščenih 63 pacientov. V ljubljanskem UKC danes zdravijo 168 COVID pacientov, od tega jih je 26 na intenzivni terapiji. Tudi včeraj pa smo žal ponovno zabeležili smrti. Umrlo je 7 oseb. Na tem mestu zato izrekam iskreno sožalje vsem ob izgubi bližnjih. Poglejmo še naslednji graf. Ta prikazuje trend zmanjševanja pacientov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi okužbe s COVID-19. Iz grafa je razvidno, da se v zadnjih tednih število pacientov znižuje tako na navadnih oddelkih, kot tudi na intenzivni negi in pa seveda se znižuje tudi skupno število pacientov. Poglejmo še numerični prikaz teh podatkov. Kot že rečeno, se v bolnišnicah skupaj zdravi 506 pacientov, na intenzivni negi pa danes 90 oziroma en pacient manj kot včeraj. Na navadnih oddelkih je zaradi COVID-19 danes hospitaliziranih 416 pacientov, včeraj je bilo takšnih 436. Besedo pa sedaj predajam naši prvi današnji gosti, gospe Nataši Kranjc, v.d. generalne direktorice Direktorata za srednje šole na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Lepo pozdravljeni še enkrat, izvolite. Pozdravljeni. Kot veste, je Vlada Republike Slovenije prejšnji teden sprejela odlok, s katerim je spet dovoljeno zbiranje ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih. Tako so se včerajšnjim dnem vrnili v šolske klopi še preostali dijaki po nekoliko prilagojenem modelu C. To pomeni, da se sedaj v šoli stalno izobražujejo vsi dijaki programov nižjega poklicnega izobraževanja in dijaki zaključnih letnikov. Ti so se v šolske klopi vrnili že sredi februarja, saj jih letos čaka zrelostni izpit in nanje smo še posebej pozorni. Ostali dijaki pa se od tega tedna naprej izmenično izobražujejo, en teden v šoli in en teden na daljavo tako, da je pri pouku polovica teh dijakov oziroma oddelkov. Zavedamo se, da organizacija in izvedba pouka na ta način zagotovo predstavlja za ravnateljice in ravnatelje velik organizacijski izziv. Vendar so sodeč po prvih odzivih, ki jih dobivamo od šol, ravnateljice in ravnatelji svoje delo več kot odlično opravili, za kar se jim toplo zahvaljujem. Danes je že drugi dan odprtja šol in po informacijah, ki jih imamo, se dijaki v šolskih prostorih dobro počutijo in imajo veliko motivacije in želje po znanju. Zagotovo pa k temu pripomore tudi ponovno druženje s sovrstniki. Vračanje vseh dijakov v šolske klopi je po vladnem načrtu sproščanja ukrepov sicer predvideno v tako imenovani rumeni fazi. Na ministrstvu smo prisluhnili dijakom in ravnateljem, ker se zavedamo, da je šola zagotovo prvi in glavni prostor za izobraževanje in da izobraževanje na daljavo tega v celoti ne more nadomestiti. Tega se zavedajo tudi dijaki sami, ki so vse bolj izrazili željo po vrnitvi v šolo. Za varno vračanje dijakov v šole smo v prvi fazi poskrbeli z rednim tedenskim testiranjem vseh zaposlenih. Na tem mestu bi se rada zahvalila vsem učiteljem in ostalim zaposlenim na šolah, da redno pristopajo k tedenskemu testiranju in s tem omogočajo varno okolje za vse, ki so vključeni v izobraževalni proces. Ta teden pa se je v skladu z nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19 začelo tudi prednostno cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, najprej za zaposlene, ki so starejši od 50 let, nato pa za vse ostale. Vse zaposlene prosim, da se v čim večjem številu odločijo za cepljenje in s tem prispevajo k čim hitrejši normalizaciji življenja, ki si ga po vsem tem času že vsi zagotovo želimo. Tako dijaki kot vsi zaposleni pa bodo za bolj varno učno okolje pripomogli tudi z doslednim nošenjem zaščitnih mask,
ki so obvezne za vse dijake in zaposlene ves čas izobraževanja na šoli in z upoštevanjem vseh priporočil in smernic zdravstvene stroke za preprečevanje okužbe in širjenja virusa. Zavedamo se, da so težave pri organizaciji pouka, še posebej športne vzgoje, zato priporočamo, da se pouk predmetov v čim večji meri odvija na prostem. Želimo si, da z upoštevanjem vseh ukrepov uspemo šole obdržati odprte do konca letošnjega pouka in s tem skupnimi močmi uspešno pripeljati šolsko leto do zaključka.